Nova maša je bila v Rovtah 17. julija 1927. Govornik na novi maši je bil Franc Gabrovšek, prezbiter asistens, pa stric gospod Janez Hladnik. Za geslo si je izbral: Glej, prihaja, da izvršim tvojo voljo. Kaj pomeni v Slovencem duhovnik, se je pokazalo ob novih mašah. Rekli so: vredno je iti na novo mašo, pa če tudi si izrabiš nove podplate. Vsa veličina in ves napredek našega naroda sta prišla po duhovnikih, tako je bilo od nekdaj v narodovi duši zapisano. Zato ne gre pri tem za bahaštvo novomašnikove družine. Vse sorodstvo in vse soseske hočejo tako in prispevajo, da bi bila nova maša res slovesnost vseh slovesnosti. 14. avgusta 1928 se je tako podal na svojo prvo službo v Metliko. Pot ga je vodila proti Novemu mestu skozi Rožni Dol v Belo krajino. Pri obeh mašah, ki sta bili redni farni, je bilo polno naroda. Prav tako tudi ob 10:30. Seveda, ko pa je imela tedaj fara prek 6000 prebivalcev. V cerkvi mora sedeti v klopeh 400 oseb, nekaj pa jih stoji. Tudi pri 8. maši, ki ni bila med rednimi, je bilo par 100 ljudi. Tako je prihajalo k vsem mašam kakih 2600 oseb. Torej še vedno precej takih, ki ne pridejo k maši. Tako je delal svoj račun mladi kaplan. Gotovo, je pojasnil gospod Vinko. Mar meniš, da bodo meščani vsi hodili farja poslušati? Smo pač napredni Metliki. Da, dragi gospod Janez, tukaj imamo precej takih, katerim se zdi, da Bogu niso ničesar dolžni. In hvala Bogu, da so bili tukaj vedno dobri, odlični duhovniki, za katerimi je ostala lepa sled, kot gospod Baraga. Tako se je 1. septembra nastanil v Metliki. Krepko me je zapreglo tudi delo. Imel sem vsak dan po najmanj 3 ure šole in imel sem fantovsko organizacijo. Skoraj vsak dan je bila maša zunaj kje na podružnicah. Vreme pa ni bilo vedno ugodno za hojo. Počitka sem malo užil. Šele zvečer proti polnoči, ko je v maju Slavček zapel večerno pesem v gaju pod oknom, sem se tudi jaz sovedel. Dosti je. Zjutraj ob 5 je pa spet Slavček zapel in tako sem vedel, da bo treba vstati. Po novem letu 1929 je začelo pritiskati. Mraz na mraz, sneg na sneg. Bilo je 29 stopinj Celzija pod ničlo, skoraj cel mesec februar. Snega pa je bilo ponekod čez meter na debelo. Na oknih, ki so bila dvojna, je bilo znotraj in zunaj vse zamrznjeno. Krasne ledene sveče so nadomeščale zavese, čeprav je v pečeh ves dan gorelo. Spet so se mu ponovile težave z želodcem. Verjetno tudi zaradi hudega mraza. Dolgo ni mogel zaspati in ko ravno zaspi, ga že zbudi trkanje po vratih. Odpre okno in vpraša. Kaj je? Mežnar iz Drašič, gospod, bolnico imamo v vasi. Prosi, da bi prišli z Bogom. Jaz pa sem bil tako reven, trepetal sem od mraza in se zvijal v bolečini. Imam voz, je dodal čakajoči. Tudi če ga ne bi imel, sem vzdihnil, kajti v takem mrazu je bolje hoditi, kot se peljati na vozilu. Pa kaj sem hotel? Moja dolžnost je bila to in sem se kar hitro odpravil. Z Jezusom na prsih sem molil rožni venec z mežnarjem, ki je za nas krvavi pot potil. Pa sem si mislil, Gospod, ali je v to vključeno tudi, ki je za nas zmrzolov?
Tudi sem slišal odgovor. Saj v tebi zmrzujem, če si res moj in če živim jaz v tebi. Si že pozabil, kako si doumel pred novo mašo moje mašništvo? Da, Gospod, mi je postalo lažje. Čez 3 dni najdem v cerkvi isto žensko, ki je bila na pragu smrti oni večer, ki se je pobožno zahvaljevala Jezusu za zdravje in na to je še mene poiskala ter se mi zahvalila. Gospod, hvala vam, zdravje ste mi prinesli obenem z Jezusom. Tako vpet v novi službi, ki ni bila samo delo za duhovno, ampak tudi za posvetno in gospodarsko rast, je bil zaradi svoje priljubljenosti, predvsem pri mladini, kmalu tudi politično angažiran. V to cvetoče versko in kulturno življenje pa je udaril kot strela z neba 6. januarja 1929 Živkovićev režim, ki je hotel končati z vsem slovenskim in tudi z vsem katoliškim. Žalostni so prišli fantje k njemu in rekli: Gospod Janez, kaj pa sedaj? Takoj popoldne pridite, vsi, ki morete in na konjih. Taka je bila moja beseda. Bilo je snega do kolena. Ob eni popoldne se pripodi 20 fantov na konjih. Tako je bil tudi moj namesto. Mestna gospoda je bila deljena. Nekateri so z nami simpatizirali in bili navdušeni nad našim početjem, drugi pa so besneli. Sploh okep so nas obsuli. Pa sem jaz pravi čas spravil klobuk na varno, kajti hoteli so mi ga zbiti iz glave. Hajdi, Liska, sem dejal, pa smo skočili in zajahali smo ven med vinograde, kjer smo praznovali začetek naše borbe. Posnel sem par fotografij, ki so me spremljale v spomin na te dogodke. Čez nekaj dni pride drugi udarec, ki nas je še bolj prizadel. Metliko so odrezali od Slovenije, ki je postala nova Dravska Banovina in jo priključili k Savski Banovini s sedežem v Zagrebu. Torej so nas prodali Hrvatom. Metliški kos Bele krajine je bil odtrgan od Slovenije, kamor je spadal od pamtiveka. In še tretji sunek. Metlika je postala novo glavarstvo. Srez Metlika se je imenovalo po srbski besedi glavarstvo. Proti temu narodnemu zločinu, da so nas prodali Hrvatom, in proti metliškemu srezu pač nismo imeli nasprotnega sredstva. Zato smo po treznem preudarku odločili, da bomo k umazani igri naredili lep obraz. Tako se je pripravil velik banket, v kateremu so tudi nas povabili. To se pravi župnika, mene, naše župane in glavne može. Večina je bila mnenja, da je dovolj, da nas gre nekaj. Šel sem jaz in majhna skupina z menoj. Z velikansko potrato so pripravili banket in mi smo pozorno poslušali, kajti tedaj smo šele zvedeli, kdo so krivci tega izdajstva. Ko so vsi vse povedali, se tudi jaz prijavim besedi. Pa pravim: Gospoda, slavimo pomemben dan, spominjamo se starih dni in slavnih časov, ko so metliški mejni grofi vodili vojsko in strumno stopali v boj proti sovražnikom Turkom, ki so deželi prinašali grozo in smrt. Danes praznujemo spet ta dogodek, ko je dobila Metlika čast mejnega grofa v osebi okrajnega načelnika. Smo različnih mnenj, kje je sreča in bodočnost Metlike. Bodočnost bo pokazala, če imamo bolj prav mi ali vi, ki danes praznujete svojo zmago. Burni aplavz je povedal, da sem pravo zadev. Borba za slovensko Metliko leta 1930 je dobro uspevala. Vsa Slovenija se je dvignila in smatrala Metliko za punčico svojega očesa. Pa je prišlo prej, kot so pričakovali. Neki dan, ko se je vračal iz šole proti domu, mu nekdo priteče nasproti in pove: Gospod, pravijo, da smo spet pod Ljubljano.
Poženem kolo, kar se je dalo. Makar, metliški oštir in v politiki nasprotnik. Sicer pa osebno moj prijatelj reče: vidiš, gospod Janez, kaj si naredil? Tu stoji, da so nas poslali nazaj pod Ljubljano. Držal je v rokah dnevnik Jutro. Ne tebi, ne Jutru ne verjamem, hočem videti v Slovencu. Sem menil in se pognal na pošto, kjer sem dobil svoj časopis. Res je bilo tako. Metliško glavarstvo je bilo spet dodeljeno Ljubljani. Pohitim k Makarju in zavriskam. Kaj noriš, kaplanček, pravi Makar. Ne norim, pač pa sem vesel in imam biti zakaj. Tako bom spet vriskal, kadar bom lahko šel v Gorico brez potnega lista. Takoj sem razposlal glas fantom po vseh vaseh, da morajo nocoj goreti kresovi po vseh vaseh. Še sem se obrnil nazaj in povabil. Makar, nocoj si povabljen v kaplansko klet. Pa nasvidenje. Pognal sem se naprej in že sem bil pred glavarjem. Kaj pa je, gospod Janez, kaj se tako mudi, je hitel glavar. Prišel sem, da vam čestitam. Kaj mi boste čestitali, je menil in me debelo gledal. Vam čestitam, ker ste od sedaj pod Ljubljano in pod slovensko oblastjo, kamor vsi spadamo. Pa se vam zdi, da bo to za nas dobro? Gospod glavar, zame in za vas in za ves narod. Gospod Janez, potem pa jaz čestitam vam. Pa sem pohitel domov, da je vse prav in dobro pripravim za kres. V brk metliški jari gospodi, ki se je igrala slovensko krvjo. In res so goreli kresovi na dolgo in na široko. Prva misel na Argentino. Leta 1928 mu je prišel v roko časopis, ki ga je izdajal duhovnik svetnik Merkur, kateri je bil pohitil čez morje za množico Slovencev, ki so se selili v Argentino. Zvedel je, da je v Argentini mnogo tisoč Slovencev, da pa ni nikogar, ki bi jim povedal, kaj o Bogu v lastnem jeziku. Politična aktivnost v Metliki mu je nakopala nasprotnike, ki so si ves čas prizadevali za njegov odhod. Aktivnost pri pripravi volitev ga je pripeljala celo na zatožno klop, kjer je bil obsojen na 6 mesecev. Pokliče ga škof v Ljubljano, da mu predstavi položaj. Nato je bil premeščen v Zagreb. Dne 12. novembra 1933 se predstavi Slovencem v Zagrebu. Bilo jih je v mestu kakih 10 000. Največ jih je bilo iz Štajerske. Na drugem mestu so bili Slovenci iz Bele krajine, nato pa iz vseh krajev Sloveniji, tudi iz Primorske, zasedene po Italijanih. Slovensko središče je bil Slomškov dom. V prostorih Slomškovega doma je bila tudi Danica, Društvo slovenskih katoliških akademikov. Obstajala je poleg tega igralska družina, ki je pogosto prirejala odrske predstave. Njegovo delo je bila dušna skrb za vse Slovence in duhovno vodstvo organizacij. Imel pa je tudi delo časnikarja. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na storme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako